Dober dan. Evropski parlament je ta teden poslal močen signal. Potrdil je novi program za obrambno industrijo, vreden 1,5 milijarde evrov. Precejšen del bo namenjen Ukrajini. Tako bomo končno začeli več vlagati v tisto, kar bi moralo biti samoumevno, to je lastno varnost. Seveda ne zato, da bi želeli vojno, temveč nasprotno. Mir pa zahteva seveda tudi pripravljenost. Toda naj bo tudi jasno, prava moč in varnost Evrope ne izhajati iz EU inštitucij in politik, ampak iz suverenih držav. Zato Evropa, ki spoštuje vsako članico, tudi najmanjšo, je lahko močna in trdna, brez dvojnih standardov, brez centralizacije. Prav je, da ta teden ni prišlo do glasovanja o hitrem postopku sprejemanja sporazuma Mercosur, torej z Južno Ameriko. Ta obvoz bi prehitro izrinil razpravo o posledicah sporazuma za naše kmete. Največje tveganje je namreč, da bi povečanje uvoza iz držav Mercosur hitro porušilo ravnotežje na evropskem trgu hrane. Trgovinski sporazumi so seveda pomembni, vendar morajo vedno spoštovati visoke evropske sanitarne standarde in upoštevati težke pogoje dela naših kmetov. Zato je prav, da postopek poteka premišljeno, pregledno in z jasno presojo vseh posledic. Evropski komisiji ta preužitev ni všeč, v tem primeru je parlament pokazal svojo moč. Vedno pogosteje zasledimo v dokumentih evropskih inštitucij pozive k spremembam temeljnih pogodb Evropske unije, zlasti na področju odločanja. Odpraviti hočejo seveda soglasje oziroma veto. Za Slovenijo bi to pomenilo izgubo politične moči, ki jo zagotavlja Lizbonska pogodba. V praksi bi to pomenilo, da se v ključnih vprašanjih, kot so davki, obramba ali širitev Evropske unije, ne bi več odločalo skupaj soglasno, ampak bi prišlo do preglasovanja. V uniji smo vse države enakovredne. In samo soglasje zagotavlja, da bo tako tudi ostalo. Torej ne potrebujemo več Evrope, ampak boljšo Evropo. Takšno, ki spoštuje različnost, subsidiarnost in glas vsake države.